Ponavadi naše testne avtomobile, preden vam jih predstavimo, operamo. No, tega nismo, zato ker vse te packe, te mrtve mušice nekako pašejo v kontekst. Namreč sredi minule noči sem se s tem avtomobilom vrnil iz potepanja po Evropi. Z Lukatom sva se odpravila do Ingolštada, od tam sva se odpravila do Friedrichshafna pri Bodenskem jezeru in od tam sem šel jaz po turistični poti domov. In če vam povem, da sem v enem kosu s tem avtomobilom uspel prevoziti, pozor, 499 km, potem boste verjetno rekli, ja, sej s to elektromobilnostjo pa tudi ni več prav nič narobe. Pa še eno stvar vam povem. Na tej poti sem uporabil izključno to kartico, gre za slovensko kartico, gre za kartico slovenskega trgovca z avtomobili, šlo je pa seveda v vseh primerih za Ionitijeve polnilnice. No in na poti v Ingolstadt sva energijo v ta avtomobil pretočila ekspresno hitro. Tista številka, ki jo želite slišati, ja, 190 kW za občutek. Poleg naju je bil lastnik Porschea Taycana, ki je polnil energijo z močjo 270 kW. No, v Ingolstadtu, v Audijevem mestu, so seveda energijo pretakala na Audijevih polnilnih postajah in tam tako enostavno ni šlo, tale kartica tam ni prijela, pa sva zato uporabila mobilni telefon. S telefonom poskeniraš QR kodo, ki te potem pelje na določeno aplikacijo, kamor je treba dati svoje podatke, pa seveda podatke o kreditni kartici. No in tista aplikacija mi je rezervirala moji kartici 50 €, ampak potem se je pojavil error. Lahko bi v nedogled ponavljal ta proces, ampak seveda, če si v mestu, kjer je doma proizvajalec električnih avtomobilov, pretakanje električne energije verjetno ne bi smel biti problem in tudi ni bil problem. Lahko še govorimo o porabi goriva. Na nemški avtocesti je dosegal najvišjo hitrost 167 km/h, pa čeprav sem imel prediktivni tempomat nastavljen na kar 180. Ampak pri teh 167 km/h je ta Cupra Born porabil okoli 23,6 kWh na 100 km. Od Ingolštada proti Bodenskem jezeru pa sva šla praktično po regionalnih cestah in te regionalne ceste so omogočale vožnjo s konstantnimi 100 km/h. Tudi mimo vseh vasi sva se lepo vozila enakomerno, brez kakršnih semaforjev, zato ker so vozi v mesta urejeni z deteljicami. No, potem z Lukom razšla, on je šel v luft s tisto zgodbo, ki jo boste videli v nekaj minutah. Jaz sem se pa s tem avtomobilom zapeljal po turistični, po idilični, po slikoviti poti domov v Slovenijo. Avtomobil sem v Bregenzu napolnil na Ionitijevi polnilnici, tam je šlo polnjenje malce počasneje kot pa na nemški avtocesti, ampak s polnim Bornom sem se potem peljal kar do Radovljice, do naslednje Ionitijeve polnilnice sredi noči. In ne prostovoljno. Z veseljem bi se prej ustavil, ampak nauk elektromobilnosti današnjega časa je tudi to, da je treba iz vseh teh navigacij, ki jih imamo v avtomobilu, izločiti vse tiste počasne polnilnice. Namreč, ko si enkrat na takšni poti, ti prav nič ne koristi, da ti v navigaciji vidiš, da je zelo blizu polnilnica Moon Power, če pa je ta polnilnica Moon Power zgolj privatna polnilnica enega od trgovcev z vozili Volkswagen. Pa še eno stvar, seveda, počasne polnilnice ti na takšni poti prav nič ne koristijo, ker seveda ne boš naredil postanka za dobre 4 ure. Smiselno bi bilo dati v navigacijske naprave zgolj hitre, ekspresno hitre polnilnice. Ampak če strnem, teh 500 km res nisem naredil po lastni volji, načrtovano, ampak preprosto zato, ker nisem našel ustrezne polnilnice na tej poti. Pa še enkrat, vozil sem
pravzaprav v idealnih razmerah. Vožnja je bila sicer zelo uživaška in tudi, ko sem imel možnost, sem seveda pritisnil in si privoščil nekaj teh kupljenih voznih lastnosti. Ampak seveda, voziti v toplem okolju konstantnih 100 km/h po idiličnih cestah, seveda to nekam pripelje. Seveda pa hkrati ta moja vožnja dokazuje tudi to, da je treba podatke o WLTP dosegu res jemati z veliko rezervo.